Spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci, lep pozdrav na 21. SBC webinarju, tokrat na temo možnosti za prehod podjetij v brezogljično družbo. Podjetja so pomemben dejavnik prehoda v brezogljično družbo. Trenuten vpliv virusa na gospodarstvo je pokazatelj, da je pot zelene preobrazbe lahko priložnost za podjetja. Podnebna kriza je izziv človeštva že nekaj časa in je nikakor ne smemo potiskati na stranski tir. Če želimo varovati naš planet in generacijam, ki prihajajo, omogočiti življenje v čim bolj zdravem okolju, moramo ukrepati zdaj. Na predavanju bomo odgovorili na aktualno vprašanje, kako lahko podjetja pripomorejo k prihodu v brezogljično družbo. Vsebina današnjega predavanja pa je globalna usmeritev podjetij v zeleno, koristi zelene transformacije za podjetja, dekarbonizacija in optimizacija računa za električno energijo, priložnosti za podjetja na poti brez preobrazbe in zniževanja ogljičnega odtisa, trajnostni energetski krog za podjetja, sistem mikroomrežij, ter projekti podjetij za prehod v brezogljično družbo. Pogledali bomo nekaj primerov le-teh. Današnji predavatelj je Darko Jojič, magister poslovnih ved, produktni vodja na področju energetskih storitev v skupini GEN-I. V dejavnosti obnovljivih virov energije deluje že od leta 2009. V dobrem desetletju je sodeloval že pri več kot 600 tovrstnih projektih v Sloveniji in tujini. GEN-I sicer sodi med vodilne promotorje in pospeševalce zelene preobrazbe pri nas. Postavili so že več kot 2000 sončnih elektrarn za različne vrste odjemalcev. Z januarjem 2021 pa se v celoti odpovedujejo fosilnim virom energije in pričenjajo z dobavo elektrike brez CO2. Webinar bo moderirala Saša Pipan. Veseli smo, da se je na 21. SBC webinar prijavilo 38 slušateljev, saj je zelena transformacija pomembna tema za celoten planet in se je potrebno zavedati, kako lahko v podjetništvu pripomoremo v brezogljično družbo. Webinar bo potekal tako, da bomo poslušali predavanje, nato pa bo predavatelj odgovarjal na vaša vprašanja. Vprašanja boste lahko zastavili v pogovoru, lahko jih sicer zastavite na koncu, lahko pa jih napišete že med samim predavanjem, vendar bodo odgovori na koncu. Na koncu webinarja vprašanje lahko zastavite tudi tako, da dvignete roko v aplikaciji z gumbom Raise your hand, ki je tretja ikona. Ko vam bom predala besedo, prosim, vklopite zvok, po potrebi tudi video in zastavite vprašanje. SBC webinar bomo snimali, tako da boste tudi danes tekom dneva prejeli posnetek SBC webinarja, prezentacijo in kontakt predavatelja za morebitna kasnejša vprašanja. Preden začnemo, prosim še enkrat vse, ki ste se nam pridružili po začetku tega uvodnega dela, da izklopite zvok in video. Obenem pa predajam besedo gospodu Darku Jojiču. Gospod Darko Jojič, beseda je vaša. Lepo pozdravljeni v mojem osebnem imenu in imenu podjetja GEN-I. Najprej, kot je bilo povedano, bi predstavil eno kratko prezentacijo in bi potem sigurno skozi vprašanja se posvetili temam, ki vas najbolj zanimajo. Je prezentacija vidna? Ne še. Samo trenutek. Evo, zdaj pa je. Super, hvala. Torej, zakaj so sploh produkti zelene transformacije pomembni? Kaj je tisto, čemur največ pripomoremo z brezogljičnim delovanjem družb? Sigurno je prvi dejavnik vplivi na okolje vseh nas pri našem delovanju, kot tudi delovanje podjetij. V petek na zadnjem srečanju Evropske komisije je bilo povečan cilj, in sicer do leta 2030 znižanje ogljičnega odtisa v Evropi iz 40 na 55%. Sigurno s trendom, ki se dogaja, pričakujemo, da bo na tem področju velik poudarek v naslednjem desetletju.
Zaradi tega bi želeli predstaviti določene produkte zelene transformacije in na kak način lahko tu podjetjem dejansko pomagamo in zagotovimo, da pridemo do teh skupnih ciljev. Najprej graf zniževanja CO2 v sami Evropi, oziroma to je vezano na svet. V Evropi je nekje odjem električne energije v letošnjem letu predviden znižanje v višini 4%. Samo znižanje v svetovnem merilu izpustov toplogrednih plinov pa je predvideno nekje za 8%, kar pomeni, da smo prišli na nivoje izpustov iz leta 2010. Glede na predvidene, bom rekel, razpise in vse, kar je vezano na evropsko perspektivo 2021-2027, pričakujemo, da bo nekje 30% vseh virov vezanih na razogljičenje družbe. V naslednjem grafu predstavljam spremembo proizvodnje električne energije z Evropsko unijo v primerjavi na izhodiščno leto 2018 in spremembe glede na leto 2019. Tu je jasno viden prikaz večjega deleža proizvodnje električne energije iz samih obnovljivih virov energije, kjer je bilo povečanje za 43 teravatnih ur. Po drugi strani pa vidimo precejšnje znižanje proizvodnje iz proizvodnje električne energije s strani premoga. Na naslednjem grafu je prikaz samega deleža obnovljivih virov energije v bruto proizvedeni količini električne energije v Evropi in je viden lepo trend rasti skozi leta z različnimi ukrepi izgradnje projektov obnovljivih virov energije, kot so hidro, vetrna, sončna, biomasa in še nekaj ostalih, ki so v manjšem procentu. Tukaj sem pripravil prikaz obnovljivih virov energije po letih v svetovnem merilu, kjer je jasno vidno, da je bilo v letu 2019 inštaliranih v svetovnem merilu kaj 200 gigavatov obnovljivih virov energije. Največji delež in največja rast se dogaja na samih sončnih elektrarnah. Zaradi tega, ker so najlažje z umeščanjem v prostor, ker so se z ekonomijo obsega materiali precej pocenili in je v letu 2020 sončna energija ena izmed najcenejših, po določenih analizah celo najcenejši vir proizvodnje električne energije. Kar zaznavamo, prihaja do energetske tranzicije, torej iz obstoječih fosilnih goriv z veliko, bom rekel, obremenitvijo za okolje do dekarbonizacije na obnovljive vire energije na različnih segmentih. Zdaj sam promet, recimo v Sloveniji, onesnaži nekje oziroma po izpustih toplogrednih plinov nekje zajema 25% vseh izpustov in je sigurno en izmed največjih, bom rekel, ovir, poleg seveda ogrevanja stavb in pa industrije. Sigurno na teh področjih lahko dosežemo največje učinke in z razvojem tako penetracije obnovljivih virov energije kot e-mobilnosti in vseh ostalih produktih zelene transformacije lahko le to dosežemo. Recimo, kaj se dogaja na svetovnih, bom rekel, združenjih. Več kot 270 svetovnih multinacionalk se je združilo in že sprejelo leto za doseganje brezogljičnega poslovanja. Recimo nemški T-Mobile v letu 2021, precej podjetij je le-to napovedalo v 2025 in 2030, tako da lahko na tem področju pričakujemo zelo veliko povečanje samih investicij v obnovljive vire energije in razogljičenje teh družb, ob tem pa te družbe potem tudi na celotno svojo dobavno verigo bojo želele, da dosegajo tudi brezogljične izdelke. Tako da tukaj, ker je Slovenija dosti izvozno naravnana država, pričakujemo, da bo tudi prišel, bom rekel, neka želja oziroma pobude s strani naših naročnikov in kupcev. Recimo primer, podjetja z brezogljičnim poslovanjem od leta 2018 je Apple bil dejansko eden izmed prvih, ki mu je to uspelo. Do sedaj so investirali v 25 lastnih projektov obnovljivih virov energije, skupne nazivne moči 626 megavatov. Tu na sliki je vidna recimo
njihova sončna elektrarna na Apple Parku v nazivne moči 17 megavatov, kar pomeni, da proizvede, sicer uporabljajo za lastne potrebe, ampak proizvede nekje za okoli 6 do 6500 gospodinjstev električne energije. Tako da Apple je že šel v tej smeri in je sigurno to zahteval tudi od vseh svojih dobaviteljev komponent. Zdaj, samo upravljanje z brezogljično energijo oziroma celoten trajnostni energetski krog je sončna elektrarna samo ena izmed prvih dejavnikov, ki je sigurno proizvodni vir, in potem skozi povezljivost in vključevanje vseh ostalih tehnologij lahko precej na tem področju doživimo, se pravi, eno mikroomrežje, ki se ga zgradi, ker sama elektromobilnost brez energije na obnovljive vire energije ni najbolj smiselna, tako da je potrebno v teh smeri delovati. Zdaj, podjetja v Sloveniji lahko dosegajo sam delež samooskrbe nekje med 15 in 35%, glede na delovanje, glede na vse ostale, bom rekel, tehnične ukrepe, medtem ko preostanek računa za električno energijo lahko sigurno zagotovijo z investicijami v projekt obnovljivih virov energije oziroma z nakupom tovrstne energije, se pravi brezogljične, kar bo tudi pri nas, recimo 2021 ne bomo več prodajali energije na fosilna goriva. Zdaj, sami elementi, poleg sončne elektrarne sigurno so baterijski sistemi, ki se iz leta v leto razvijajo. Tudi tu je pričakovana določena skozi sam razvoj e-mobilnosti in ekonomijo obsega določeno znižanje tovrstnih komponent in bo ta sistem iz leta v leto bolj dosegljiv. Je po zadnjih 20 letih na tem področju tehnologija toliko napredovala, da so ti sistemi že danes ekonomsko upravičeni in v tej smeri je sigurno potrebno razvijati podjetja za čim nižjo odvisnost od volatilnosti trgov električne energije in čim boljše izhodišče za vse nove tehnologije, ki sledijo v naslednjih letih. Na naslednjem slajdu je prikazano sončenje v Sloveniji. Tu želim povedati, da je med najbolj in najmanj osončenimi kraji v Sloveniji nekje največ kot 15% razlike v samem proizvodnji, tako da so vsi kraji v Sloveniji primerni za izgradnjo, se pravi, imajo dosti sonca. Sigurno je odvisno tudi naklon strehe, usmeritev, določena senčanja, vse ostale stvari, kar se pogleda. Sem želel prikazati primerjavo, da je v Nemčiji nekje 6-krat več inštaliranih sončnih elektrarn na prebivalca kot v Sloveniji, pa imajo cirka nekje okoli 20% nižjo osončenost kot mi. Tako da imamo sigurno dobra izhodišča, da lahko na tem področju naredimo, ker potencial v Sloveniji, če bi izkoristili vse strešne površine in degradirana zemljišča, je nekje okoli 27 teravatnih ur. Tako da imamo dovolj potenciala za izgradnjo tovrstnih obnovljivih virov energije. Mogoče malo zgodovine v Sloveniji. S sprejemom prve uredbe v letu 2009 in s podpore je sama izgradnja sončnih elektrarn naraščala. Vidimo pa v zadnjih letih, da prihaja do manjše rasti, ker je edina shema v Sloveniji, ki deluje, je neto merjenje, ki se najbolj uporablja pri ključnih mestih z priključno močjo do 43 kilovatov, v katero shemo sodijo gospodinjski odjemalci in pa mali poslovni odjemalci. To so manjše elektrarne, ki so množične, ampak pri doseganju ciljev sigurno bo potrebno izgradnja večjih sistemov pri večjih porabnikih, kar industrija sigurno je. Do konca leta 2019 je bilo v Sloveniji nameščenih več kot 8000 elektrarn v skupni moči 313 megavatov. Konec letošnjega leta pričakujem osebno, da bo ta številka prerasla številko 10 000. Samo nam je letos uspelo na GEN-I postaviti več kot 850 sončnih elektrarn. Zdaj, sam cilj nacionalnega energetskega podnebnega načrta, ki, bom rekel, še ni poenoten oziroma ga bo treba še bolj optimistično zastaviti skozi razne amortizacijske načrte in skozi letno spremljanje, kaj se dogaja, da ne bomo potem leta 2029 začeli
ugotavljati, da nam ni najbolj uspelo, je izgradnja 1650 megavatov obnovljivih virov do leta 2030, kar pomeni nekje okoli 100 megavatov na leto. Trenutno smo nekje na doseganju 40% teh načrtov, ki so bili sprejeti, tako da na tem področju sigurno bo z izgradnjo novih tovrstnih elektrarn tako v industriji kot na javnih stavbah in na ostalih večjih površinah bomo bolj bližje cilju. Vrste samooskrbnih sistemov, kot je bilo omenjeno, individualna samooskrba, tovrstnih elektrarn v Sloveniji od 2016 je bilo zgrajenih največ, več kot 5000. Tu sodijo tudi mali poslovni odjemalci, se pravi vsi poslovni odjemalci, ki imajo priključno moč do 43 kilovatov, je možno namestiti sončno elektrarno in skozi koledarskega leta z neto meritvami samo električno energijo izmenjevati in na koncu leta se naredi obračun. Potem druga vrsta je skupinska samooskrba za večstanovanjske stavbe, potem samooskrba za poslovne odjemalce, o kateri bomo danes največ govorili, in pa velike samostojne sončne elektrarne, dejansko gre za elektrarne večjega razreda na zemljiščih največkrat. V Sloveniji tovrstnih projektov ni veliko, sigurno pa v naslednjih letih je priložnost recimo za izkoristek določenih degradiranih zemljišč za tovrstne projekte. Same komponente sončne elektrarne, solarni paneli, nosilna konstrukcija in pa optimizatorji, ki se namestijo na strešnih površinah. Zdaj v zadnjih letih, 10 letih se sam ta izkoristek modulov nekje povečal za 30%, se pravi, da mi na enaki površini dobimo 30% večjo nazivno moč in večji izplen. Potem skozi, bom rekel, absorbacijo sončne energije proizvajajo enosmerni tok, ki se nato v razmerniku, ki je glava elektrarne, pretvori v izmenični tok in nato samo to energijo porabljamo direktno za svoje porabnike v objektu, medtem ko viške prodajamo na trgu. To so te osnovne komponente sončne elektrarne, sigurno je pa odvisno od samih objektov. Sama podkonstrukcija je prilagodljiva glede na vrsto kritine, tako da na tem področju so vsi sistemi dosti razviti in je možno za vse vrste streh najti rešitve. Sigurno je pa potrebno tudi pri integraciji tovrstnih sistemov razmišljati tudi o požarni varnosti, statični obremenitvi in vseh ostalih zadevah, ki so pomembne in jih je potrebno sigurno urediti in narediti objekt z enako izpostavljenosti požarne varnosti kot do sedaj. Trenutno odjem podjetij, ki nimajo svojih lastnih proizvodnih virov, kupujejo svojo energijo od dobaviteljev. Po izgradnji recimo sončne elektrarne kot proizvodnega vira, energijo proizvajajo na svoji strehi, direktno porabljajo za svoje porabnike, medtem ko viške električne energije prodajamo na trgu. To se največkrat pri podjetjih dogaja recimo ob nedeljah ali po ponedeljih, odvisno od samega delovanja podjetja, medtem ko preostanek električne energije, recimo če ne uspejo vsega proizvesti v določenem trenutku, sploh v zimskih mesecih, ko ni veliko sonca, se preostanek kupuje od dobavitelja električne energije. Sama sončna elektrarna se dimenzionira na podlagi potenciala lokacije, profila odjema, torej 15-minutnih očitkov na merilnem mestu in na podlagi tega se lahko optimizira in doseže čim večji delež samooskrbe, saj so to zelo pomembni dejavniki pri samem parametriranju sončne elektrarne. Recimo en povprečen profil, modra črta prikazuje odjem, trenutno odjem porabnika, kjer je vidno, da med 5. in 6. uro se povečuje poraba, torej pred pričetkom jutranje izmene in potem odjem in potem počasi skozi popoldansko padec samega odjema. Rumena črta prikazuje proizvodnjo sončne elektrarne, s katero povzročimo, bom rekel, profil odjema po namestitvi obnovljivega vira, ki je rdeča črta in pomeni dejansko znižanje tako vseh stroškov na strani energije, ki jo proizvedemo iz sončne elektrarne, kot vseh pribitkih vezanih na to energijo in s tem ustvarimo iz obstoječega računa za električno energijo
določene prihranke, ki jih lahko investiramo v samo izgradnjo sistema. Nepovratna sredstva, ki so na voljo za podjetja, so nepovratna sredstva strani Ekosklada. Samooskrbne sončne elektrarne lahko prejmejo 180 evrov po kilovatu inštalirane moči. Tukaj sodijo mali poslovni odjemalci, kot je prej bilo omenjeno. Medtem ko pri večjih elektrarnah so na voljo kohezijska sredstva, za katera lahko pridobite do 20% nepovratnih sredstev. Sama vračilna doba sončnih elektrarn je nekje med 8 in 9 let, z pridobitvijo nepovratnih sredstev se ta vračilna doba nekje zniža za 2 leti. Je pa, bom rekel, po mojem mnenju vračilna doba sončna elektrarna nična, zaradi tega, ker vi praktično delež, recimo 20 do 30% računa za električno energijo preusmerite v investicijo in se praktično sama investicija odplačuje, s tem pa se za ta delež samooskrbne energije poveča sama priključna moč znotraj objekta in pa zmanjša odvisnost od volatilnosti trgov električne energije. Nekaj primerov dobrih praks, čisto za občutek, recimo to je sončna elektrarna na strehah podjetja Telemach, kjer je na okoli 3000 kvadratnih metrov postavljena 242 kilovatna sončna elektrarna, s katero so dosegli znižanje izpustov CO2, primerljivo absorpciji okoli dobrih 3900 dreves in pa dosegli nekje eno znižanje računa za električno energijo za nekje dobrih 20%, torej se ta sam sistem skozi produkt energetskega pogodbeništva sam odplačuje, po odplačilu pa podjetje prejme vse učinke z te sončne elektrarne, tako da brez lastne investicije so prišli do svojega vira obnovljive energije, na podlagi katerega bojo potem lahko delali nadgradnjo z ostalimi elementi zelene transformacije in dosegli trajnostni energetski krog. Sama izgradnja sončne elektrarne z vsemi dokumentacijo, nepovratnimi sredstvi traja od 6 do 9 mesecev, sigurno je dosti odvisno od samih upravnih postopkov. Sama izgradnja na samem objektu pa, kot je vidno, je trajala 11 dni. Dobrobiti tovrstne sončne elektrarne je prihranek v višini dobrih 330 tisoč evrov, brez lastnih sredstev, garantirana cena, torej zmanjšana odvisnost od volatilnosti, usmeritev podjetja k trajnostno naravnanem in okolju prijaznem podjetju. Tako da, kar se tiče izgradnje sončne elektrarne, so sigurno dosegli precej učinkov, ki jih bojo lahko nadgrajevali z produkti e-mobilnosti in vsem ostalim, kar prihaja. Recimo to je hotel Mons, 140 kilovatna elektrarna, primerljivo z absorpcijo znižanja ogljičnega odtisa nekje 2250 dreves, nekje doseganje 12% deleža samooskrbe. Sam profil hotela pri normalnem delovanju je odličen, zaradi tega, ker hotel deluje dejansko 7 dni v tednu in skozi celoten dan in vso energijo porabijo za lastne potrebe. Tudi tukaj je vidno, da je sama izgradnja sončne elektrarne trajala slaba 2 tedna. Ob tem so dosegli vračilno dobo investicije nekje v obdobju 8 let in takoj z gotovinskim nakupom prišli do občutnega znižanja računa za električno energijo, sigurno pa je z pokrivanjem tega stroška, s preusmeritvijo teh oportunitetnih stroškov v samo investicijo nekje izračunana vračilna doba 8 let. Zdaj, naslednji produkt same zelene transformacije, sigurno, ki je potem smiseln ob lastnem proizvodnem viru, obnovljenem viru, je e-mobilnost. Prihodnost avtomobilske industrije je trenutno vidno, da se usmerja v vozila na električni pogon. Sigurno je še tu dosti izzivov, se pa zadeva razvijajo in zelo obetavne napovedi so. Recimo Nemčija napoveduje do leta 2030, da bo imeli 1 milijon polnilnih postaj, nekje v Evropi je predvideno 13 milijonov električnih vozil. V Sloveniji v lanskem letu je bilo nekje novo kupljenih vozil okoli 700, letos je ta številka nekje bo dosegla okoli slabih 1500, se pravi, je prišlo do dvakratnika glede na lansko leto in sigurno z vsemi novimi modeli električnih vozil, ki prihajajo na trg, se bo ta trg vse bolj širil. Sigurno so e-mobilnost izzivi za bodoča pametno omrežje in njihovo upravljanje. Saj vemo, da 23 ur na dan avtomobil stoji,
in bi lahko hranilnike električne energije tudi uporabili za potrebe objektov. Torej, kar se tiče samih rešitev na področju e-mobilnosti, je sigurno potrebno pravilno zastaviti, ker ne gre samo za postavitev polnilne postaje, ampak predvsem za optimizacijo računa za električno energijo, upravljanje energije, potreb in vseh ostalih potrebnih zadev, sploh pri podjetjih, kjer pričakujemo večje število polnilnih postaj, kar bo tudi večja obremenitev za omrežje oziroma bo treba pravilno sisteme zastavljati in vključiti pamet, da znotraj enakih priključnih moči prihajate do večjih možnosti. Tukaj je recimo en graf, kjer jasno nakazuje, da je konec leta 2019 bilo na trgu 98 modelov električnih vozil, do konca leta 2021 je predvideno 214 modelov. Vsi avtomobilski proizvajalci ogromno novih vozil na trgu, bom rekel, ki jih predstavljajo na trgu, so praktično električna vozila. Zdaj 90% polnjenj poteka doma in v službi, to so narejene analize, torej kar se tiče polnilne infrastrukture, je potrebno in doma z rastnim proizvodnim virom na sončne elektrarne, z uporabo e-mobilnosti in samega trajnostnega energetskega kroga, kakor tudi v podjetjih bo treba primerno zastaviti, ker omrežje v nedogled povečevati priključne moči ne bo zmoglo, bojo prevelike investicije in sigurno je ta trajnostni energetski krog ena izmed smeri, s katero vidimo, da je to možno čim bolj optimizirati in razvijati. Zdaj, mogoče en primer, kako mi na GEN-I-ju smo se tega lotili. Več kot 70% voznega parka smo že elektrificirali, postavili smo polnilne enote na vseh naših poslovnih enotah. Sigurno je pravilno potrebno zastaviti, se pravi z mobilnostnim načrtom, jasnim predvidenjem. Ne glede na število polnilnih postaj, ki smo jih predvideli, je potem vedno se izkazalo, da jih potrebujemo še več z dodatnimi in tu potem prihaja do izzivov s priključno močjo, z omejevanjem stroškov iz naslova obračunske moči in to je ključno. Ne gre samo za nakup polnilne postaje, ampak gre za celoten komplet, se pravi stroška, ki ga trenutno podjetja porabljajo za mobilnost, kako bojo te stroške čim bolj pametno preusmerili v razvoj e-mobilnosti in čim bolje upravljali ta vozni park, dejansko, da so ti sami stroški in vse investicije v tej smeri pod nadzorom. Se pravi, tudi po postavitvi je zelo pomembno upravljanje, nadzor nad stroški, uporaba, spremljanje delovanja, saj pri večjem številu polnilnih postaj, pri priključenosti vozila v nepravem času lahko sama konica in povezano tudi stroški precej poskoči in to so ti dejavniki, na katera podjetja sigurno morajo biti pozorna in je potrebno pravilno zastavljati sisteme in peljati v smeri, da znotraj enakih stroškov računa za električno energijo in računa za mobilnost probajo prehajati v brezogljično družbo, ki je tudi ob vseh ostalih dejavnikih neizbežna. Mi želimo biti kot nek ambasador z zgledom, poleg elektrifikacije voznega parka in napredne polnilne infrastrukture, torej povezljivosti, upravljanja vseh ostalih dejavnikov, delujemo tudi na področju mikromobilnosti, recimo, kjer imamo zaposleni možnost izposoje električnih koles in skuterjev za krajše poti, ker tudi s tem znižujemo ogljični odtis podjetja, ki ga izračunavamo. Na trgu smo tudi ponudili kartico e-mobilnosti, ki je enotna kartica, s katero lahko polnimo na več kot 350 polnilnih mestih v Sloveniji in na Hrvaškem, in pa sigurno digitalno upravljanje voznega parka, se pravi rezervacija vozil, so celotno upravljanje, s katerim lahko podjetje doseže precej učinkov, saj dosti službenih vozil ni polno zasedenih in z delitveno ekonomijo, z samo uporabo le-te sigurno je možno doseči določene učinke, kar mi tudi smo, recimo na samem prihranku goriva v letu 2019 slabih 32 tisoč evrov, prihranili smo tudi na sami energiji, na ogljičnem odtisu, na izpustih, ker želimo biti brezogljična družba. Na koncu
bi želel še predstaviti pilotni projekt trajnostnega energetskega kroga, o katerem sem že prej mogoče malce omenil. Gre za eno manjšo proizvodnjo, na kateri je nameščena sončna elektrarna. Ob objektu so nameščene polnilne postaje, v samem objektu pa vsa potrebna infrastruktura za upravljanje tega. Gre za mikroomrežje, ki po potrebi lahko pomaga tudi omrežju, znotraj enake priključne moči. Torej ni potrebno za vse te polnilne postaje, vso ostalo tehnologijo, ki je priključena, ni potrebno obremenjevati dodatno omrežje in ob tem tudi povečevanje stroškov fiksnih, ki so vezani na same stroške omrežja, tako da je to sigurno nek sistem, znotraj katerega je možno za podjetja razvijati in v kateri smeri delujemo, da bojo lahko tudi avtomobili pomagali objektom oziroma v primeru konic zniževali, takrat, ko je največji izziv same energije na dnevnem trgu. Tako, sama energetska preobrazba, vidimo trende digitalizacije, torej razvoja, elektrifikacije, decentralizacije samih virov in pa sigurno demokratizacije določenih regulativ in postopkov, tako da tehnologija je že omogočala to, sigurno priložnosti za to so, tako za podjetje kot za vse ostale segmente, tako da verjamem v to, da bomo do leta 2030 bližje razogljičenju Slovenije. Hvala za pozornost, zdaj pa bi si želel mogoče s kakimi vprašanji odpreti debato. Ja, tako, evo, hvala, gospod Jurnič. Prehajamo zdaj na vprašanja. Lahko jih zastavite v chatu ali pa z dvigom roke, po želji. Mogoče bi še kaj dodali za konec, gospod Jurnič? Je še kaj takega, na kar morajo biti podjetja še posebej pozorna pri prehodu na brezogljično delovanje? Ja, odvisno od same tehnologije. Sigurno podjetja trenutno, sploh ob tej epidemiji, izhajajo iz obstoječih stroškov in optimizacije obstoječih stroškov. In sigurno prehod na brezogljične zelene produkte prinašajo določeno optimizacijo obstoječih stroškov tako na računu za električno energijo, kot na samih stroških za mobilnost podjetij. Ob tem pa lahko izkoristijo tudi določena nepovratna sredstva, ki trenutno so na voljo in sigurno lahko pridejo hitreje do tega, ker tudi finančne ustanove bojo pri financiranjih zahtevali določene trajnostne indekse. Ta področje je zelo široko, jaz sem danes zajel samo določene od teh elementov, sigurno je tukaj precej tudi na področju ogrevanja, se pravi razogljičenju ogrevalnih virov in tako naprej, tako da tukaj podjetja imajo priložnost, tehnologija je razvita in verjamem, da v tej smeri razmišljajo. Včasih najbolje, sploh recimo pri področju e-mobilnosti zaznavamo, da bi bilo potrebno razmisliti, narediti določen načrt, ker tukaj je zelo pomembno, da se pravilno zastavi, ker je povezano s stroški. In to so tiste stvari, ki pričakujemo, da v naslednjih letih bojo podjetja šla v tej smeri. Ja, da je vse tako narejeno, da v bistvu se splača podjetjem, da je v bistvu ugodno, da nastanejo dodatni stroški. Poleg odnosa podjetij do okolja, torej razogljičenja, so tudi določeni ekonomski učinki, kar sigurno je za podjetje zelo pomembno. Definitivno. Evo, zdaj pa imamo eno vprašanje. Ali trenutno obstajajo kakšni razpisi glede SEI za podjetja, nepovratna sredstva in do kakšnih moči SEI? Sončnih elektrarn. V samem prezentaciji sem tudi navedel, zdaj za male poslovne odjemalce obstaja ta razpis Ekosklada za samooskrbo. To je za 180 kilovatne sončne elektrarne. Gre za priključno moč do 43 kilovatov, kar pomeni, da to gre za sončne elektrarne do 30 kilovatov. Zdaj pri večjih je pa ta razpis kohezijskih sredstev, kjer lahko podjetja pridobijo do 20% investicije, kar jim precej zniža vračilno dobo za nekje za 2 do 2,5 leti, odvisno. Tukaj je pa omejitev minimalna za investicije nad 100.000 evrov. Kako pa je zdaj glede tega, ko so v medijih pisali, da bodo nižja povratna sredstva za glede električnih avtomobilov? Ja, zdaj v letošnjem letu
v letošnjem letu, kar je vezano na električne vozile, je prišlo že do dvakratnega znižanja. Najprej 7500 na 6000 in pa sedaj na 4500. Je pa tudi sama cena električnih vozil skozi mesece tudi dosti upada. Mislim, da je tukaj tudi prišlo do določenih presenečenj. No, električnih vozil se je podvojilo število in sigurno so določene omejitve in je pač tu, kar se tega tiče, zelo mi je osebno všeč, da je omejitev maksimalna za električna vozila nad 65 000 evrov ni nepovratnih sredstev, kar je tudi pravilno, ne. Sigurno nepovratna sredstva, tudi podjetja se odločajo za električna vozila nekega srednjega cenovnega razreda in v tej smeri sploh recimo je pa sprememba pri samem davku z naslednjim letom, ne. Pri nakupu električnih vozil. Ja, se bo malo porazdelilo. Nekje gor, nekje dol. Ok, imamo še kakšno vprašanje? Nobene roke ne vidim, tako da mogoče smo kar izčrpali današnjo temo. Je bilo predavanje zanimivo in podrobno. Tako da smo prišli do konca današnjega 21. SBC webinarja. Še enkrat se zahvaljujem današnjemu predavatelju, gospod Jojič, najlepša hvala, da ste si vzeli čas za SBC webinar. Posnetek današnjega webinarja vam bomo poslali, tako da ga boste lahko delili z vašimi sodelavci. Vabimo vas tudi k neposrednim vprašanjem našemu predavatelju po webinarju. Kontakt vam posredujemo danes tekom dneva skupaj s posnetkom webinarja in prezentacijo. V tem letu je to zadnji SBC webinar, vidimo se zopet v januarju. O vseh aktualnih terminih SBC webinarjev vas bomo sproti obveščali. Najlepša hvala vsem za pozornost, ostanite zdravi in srečno. Imamo pa še eno vprašanje, mogoče še odgovorimo na tole. Preden zaključimo, ste še z nami, gospod? Ja, še. Evo, koga kontaktiramo za ponudbo? Kar direktno. Bomo poslali, danes bo poslano, ja, in potem na podlagi tega se lahko stopimo v kontakt. Jaz bi se tudi v mojem imenu vsem zahvalil za pozornost in smo z veseljem na voljo za morebitno vprašanje. Tako, ja. Posredujemo danes tekom dneva do konca. Evo, tako. Hvala lepa. Zdaj pa mislim, da bo to, ne? Lep pozdrav. Hvala, pozdravljeni.